Vse vas lepo pozdravljam na 14. svetopisenskem maratonu, ki ga soorganizira Svetopisenska družba kot pobudnik, medtem ko dejansko ga pa organizira več različnih gibanj, organizacij, skupnosti. Odvija se že od leta 2008 in to je pač neprestano branje Svetega pisma za en teden, kjer se prebere celotno svetopismo, pa ponavadi Nova zaveza dvakrat. In to branje pa vedno spremljajo tudi spremljevalni dogodki in en takih dogodkov je tale danes. Letos je posebnost svetopisenskega maratona, da je to zaenkrat največje online vseslovensko branje Svetega pisma. Zdaj to seveda predvsem zaradi covidnih razmer smo se odločili, da bomo izpeljali maraton že drugo leto zdaj prek Zooma, medtem ko normalno pa seveda poteka v živo. No, in današnji spremljevalni dogodek ima naslov Glej, vse delam novo z besedo, se pravi poudarek je prav na Božji besedi. In z nami sta danes sestra Metka Kos in Janez Jeroman. Pozdravljena. Janez Jeroman je župnik v Velikem Gabru, je pa drugače tudi prevajalec Svetega pisma na projektu Življenje z Jezusom, se pravi prevod v sodobni jezik. Je tudi predsednik Svetopisenske družbe. Sestra Metka je pa prav tako sodelavka Svetopisenske družbe, ona vodi projekt Živa beseda in oba dva sta pa ključna delavca, ustvarjalca, soustvarjalca tele izdaje Nove zaveze, ki jo bomo danes posebej predstavili, se pravi Nova zaveza s prostorom, izdaja za duhovno rast. No in zato smo njiju povabili in tak pogovor, kjer želimo najprej malo predstaviti to izdajo, potem pa je kar praktično v to pogledati, kako naj bi se to uporabljali. Ker namen tega je dejansko uporaba je, da se ljudje zbiramo ob Božji besedi. Se pravi, ta naš dogodek danes bo razdeljen na 3 dele. Najprej bomo pač malo predstavili skozi pogovor to novo orodje, ki ga zdaj imamo. Potem bo pa delavnica v manjših skupinah v teh sobah, potem pa spet pridemo skupaj in zdaj na začetku bi vam že rekel, da če imate kakršnakoli vprašanja, jih napišite spodaj na chat in jih bomo potem po delavnicah se bomo odzvali na njih in bomo lahko pač podiskutirali o njih. In potem bomo pa pač zaključili še s par obvestili. No, zdaj pa kar lahko pričnemo in bi kar vprašal Janeza, kako je sploh prišlo do te ideje, da bi naredili to novo zavezo s prostorom? Do te ideje je prihajalo par let pravzaprav. Tako zelo različni ljudje, prijatelji, znanci, sodelavci so vsake toliko rekel, zakaj ni več prostora v Svetem pismu, da bi se kaj zapisal človek. Ne? Jaz sem šel poiskati svoje prvo Sveto pismo, ki sem ga resno bral, ne? In je Sveto pismo brez prostora in se dejansko zgleda tako. Ne? Se pravi, sem se jaz to že pred leti hotel zapisovati, ne? S pomočjo mikroskopa. Potle so nekod prinese še ene angleške izdaje, ki so pa imele prostor ob strani, češ se to ni to komplicirano narediti, dajmo narediti. Potle pa to so padlo s projektom Zdravilna beseda, za katerega imamo v načrtu narediti tudi tako Sveto pismo, ki bo imelo več prostora, posebno prav za zdravilno besedo. Smo rekli, pa dajmo narediti že tak model, ki bo uporaben za eno in za drugo in smo se lotili. Hkrati pa smo rekli, zdaj, če je prostor za zapiske, se pravi, da bi bilo to ena taka delovna izdaja Svetega pisma, pol je fajn, če damo noter tudi kakšno orodje, nekaj, kar bo lahko
pomagali, da svetopismo pol uporabljaš, ali sam ali pa v skupini. In tako je potlej so nastale še dodatne vsebine. Ja, zdaj verjetno bo najbolj smiselno, da na začetku čist na kratko vsebinsko predstavimo, kaj pravzaprav je v tej knjigi, v čem, mislim, zakaj sploh predstavljati neko novo izdajo Svetega pisma, a ne. Čist moje smiselno, ne, za vse, ki prisostvujejo, da na kratko povemo, kaj je v tej knjigi, kaj jo dela tako posebnega. Ja, tako izgleda, če odpreš, vidite, da ima res precej več prostora kot običajno svetopismo, ne? Tukaj si lahko zapišeš, narišeš. Potem zadaj v prilogi so tematske poti. Tukaj je recimo odprto molitev, cerkev. In ta vsebina je obdelana s pomočjo Božje besede. Tako da lahko tukaj imaš pravzaprav eno zakladnico snovi za premišljevanje in raziskovanje. Janez, kaj je to tematska pot pravzaprav? Ja, to sicer malo kasneje povedam, ampak tako je. Z Metko so poiskala temeljne teme, temeljne vsebine vere, tako kot je recimo molitev pa cerkev. In smo pol poiskali v Novi zavezi odlomke, ki govorijo o tem, jih razporedila v en smiseln vrsten red, dodala kratke komentarčke, tako da ti pol prehodiš po teh odlomkih neko pot in na tej poti spoznavaš to vsebino. Tako da ne samo spoznavaš, tako da več veš o njej, ampak verjetno tudi tako, da te spremeni, ker se zaveš, kaj se zdaj dogaja, recimo, ko moliš. Zato tudi rečemo tematska pot, ker je nekaj, kar prehodiš. Ja, samo skupaj z drugimi. Ni čist navaden bralni seznam, je majčkeno več, ne? Ja. In vsaka pot ima tudi svoje konce, to vidite takole mehna slikca, ne? Tole. In ta slikca se pol pojavlja tudi ob svetopisenskem besedilu, recimo tukaj so sledi, to je za učence, pa tale krogec oziroma globus, ki je za dovršitev sveta, za eschatologijo. Tako da zelo hitro lahko najdeš te odlomke, ki so našteti, ali pa obratno, ko bereš svetopismo, lahko vidiš, tukaj pa govori Božja beseda nekaj, recimo o molitvi ali pa o poroki, in te to spomni, da lahko pod tem vidikom pogledaš, kaj je tam. No, kako je pa potem še z gradivom za mlajše, Metka? Ja, jaz sem se majčkeno več s tem ukvarjala. V enem trenutku smo rekli, kako bi bilo fajn, da bi tudi za otroke pripravili en seznam odlomkov, da bi lahko starši z njimi brali Božjo besedo, tako čisto v družini, ali pa tudi v bistvu katehet pri katehezi. In potem smo prišli na idejo res, da bi bilo fajn na podlagi teh seznamov, ki smo jih narediti tudi nekaj za otroke, tako da smo potem pripravili v bistvu po razredih, od 1. do 9. razreda so pač izbrani odlomki, določeni, ki so pač primerni za otroke, ki jih pa lahko odrasli skupaj z otroki berejo. In na tak način tudi otrok gre skozi vse te teme, s tem, da so to pač to bolj zgodbe, prilike, zdaj ravno Matjaž kaže, kako to zgleda, je zelo barvno, lepo. Recimo na eno temo, en razred ima recimo približno tam 4 do 5 tem, po 3-4 odlomke na temo in je zelo dragoceno, da tudi lahko v bistvu starši hkrati z otroki tudi sami odkrivajo, kakšne možnosti daje to svetopismo, je pa res to namenjeno za osnovnošolsko populacijo, ki je dodano k tem tematskim potem, o katerih je Janez še govoril. No, pa če še jaz zdaj dodam par detajlov,
zdaj sami te seznami oziroma tematske poti, ki jih je omenil Janez, se pravi, teh poti je 18 in vsaka ima tam približno 20 odlomkov, ampak obenem je pa v vsaki so pa nekateri odlomki odebeljeni, to jih je približno 5, 6, 7, tako da če se posameznik ali pa skupina, če želijo bolj na hitro je, čez neko temo lahko vzamejo samo te odlomke, ki so nekako osnovni. In se pravi, tukaj to je pač za, kaj rečem, 2 nivoja uporabe. No in tukaj pa zdaj bi pa že lahko opozoril tudi na to, da to je izdaja Svetega pisma, ki se povezuje z raznimi spletnimi dodatnimi orodji, ker namreč te krajše sezname boste našli tudi v aplikaciji YouVersion, svetopismo YouVersion. Postopno jih bomo dodali, tale hip jih še ni. To je se pravi ena taka tehnična, kaj ne rečem, izboljšava, dodatek, ker pač uporabljamo ta orodja, je pač dobro, da imamo te vsebine na različnih koncih. Druga taka podobna stvar so pa potem povezave na videe iz programa Projekt Svetopismo. To je pa takole, ob uvodih najdete takole, v vsakem uvodu je takole ikona QR koda, na katero, prek katere skočite direktno na ta video z slovenskimi podnapisi, ki nekateri so sicer še v delu, večina jih je že narejenih. Tako da dobiš tudi to vsebino na spletu. No, poleg tega je pa novost, je pa tudi še to, da smo uvode v posamezne svetopisanske knjige, Nove zaveze smo prevedli kompletno na novo in so veliko bolj poljudni, tako da so zelo kratki, se jih da na hitro prebrati, dobiš neke osnovne informacije v knjigi, niso recimo tako zahtevni, kot so v študijski izdaji Svetega pisma, ker je ta celotna izdaja namenjena poljudni rabi, ni tako strokovna, ampak je namenjena tudi tistim, ki se šele spoznavajo s Svetim pismom. In potem je še ena vsebinska novost, tudi ki je ni v drugih izdajah naših, so pa reference, ki so na dnu strani. Recimo bom pokazal, neka tole, če je to tipična stran, na dnu strani tukaj spodaj, vidite, so reference na vzporedna mesta, te reference smo na novo naredili in seveda to pomaga potem naprej razpirati razne teme, razna mesta, poglabljanje v Božjo besedo. Tako da zdaj, mislim, da tukaj smo zdaj povedali vse, kar je bistvenega čisto iz te tehnične vsebinske strani. Zdaj pa poglejmo, kaj pa je pravzaprav namen vsega tega. Zakaj sploh imeti takšno izdajo Svetega pisma? Zakaj smo jo zasnovali? Kakšna je bila naša želja, vizija, Metka mogoče? Ja. Jaz se že veliko leta srečujem z različnimi skupinami, s katerimi tudi poglabljamo skupaj vero, pa beremo Sveto pismo. In to, kar je eno najbolj pogostih vprašanj, posebno med mladimi, pa tudi pri odraslih, je, kaj mi sploh verujemo. Kaj mi sploh verujemo? Kako to razložiti, kaj mi sploh verujemo? In drugo vprašanje, recimo, ki se pogosto pojavlja, je, kako naj molim? In jaz, ko smo se tega lotili, saj mi sami točno nismo vedeli, kaj bo z tega ratalo, Janez, je to kar počasi se rojevalo, ampak to, kar se mi zdi, kar je res, ko smo začela z Janezom razmišljati, kar je res nama bilo pred očmi, kako pomagati ljudem, da bi poglobili vero, preko Božje besede, ker teološki jezik je včasih tako zahteven, da večina ljudi reče, pa to je težko razumeti, kaj mi sploh verujemo. Če pa začneš to iskati v Božji besedi, kaj mi verujemo, pa je to malo drugače. Vse Božje besede je tudi večkrat zelo zahtevna, ampak običajno Bog najde način, da vsakemu spregovori na svoj način, in ko si to delimo v skupinah, manjših skupinah, naenkrat se ti odpira pač svet, kaj Bog vse po tej besedi govori. Recimo, ko sva sestavljala z Janezom seznam za molitev, sva videla, koliko je teh odlomkov v Svetem pismu, ali pa recimo, ko sva sestavljala seznam za greh, sva bila čisto v šoku. Ker je toliko veliko teh odlomkov,
In pol resnično ti sama Božja beseda pomaga razumeti, zakaj gre, in preko nje same odkrivaš, kaj mi verujemo, kdo kristjani smo, k čemu smo poklicani, da živimo zdaj tukaj, in kaj sploh oznanjamo končno, kakšnega Gospoda. In se mi zdi, da je bistvo to cilj teh prilog, ki sva jih z Janezom delala, da bi to na novo odkrili in to skupaj. Janez? Ja, zanimivo je bilo tudi to, ker najprej se zmetko starta tako, seveda jaz kot župnik učim verouk, imaš najprej pred očmi osnovnošolsko katehezo, pa mladince, pa se pa zmetko malo videla, tudi Tadej je dosti pomagal, da je pravzaprav rabimo mi odrasli eno tako orodje. Odrasli kristjani pravzaprav nimamo enega res dobrega in preprostega orodja, da bi rasel v odnosu z Jezusom, z Božjo besedo in tudi nekako sistematično se poglablja v to, kaj pomeni verovati in kaj pomeni, zakaj je greh tak problem, da me muči, kaj pomeni moliti, pa kako lahko boljš molim, kaj je recimo kaj nas čaka na koncu, posledna sodba in ustajenje in novo stvarstvo. Kar zanimivo ugotovitev, se Metka že rekla, so bila v šoku, ko smo ugotovila, koliko odlomkov govori o grehu v Novi zavezi, pa o molitvi. Naslednji tak šok je bil, koliko odlomkov govori o poslednji sodbi in o tem, da tiste, da nas potlej čaka prenovljeno stvarstvo. In to je ogromno nekih vsebin, o katerih pravzaprav malo slišimo. In niti ne veš, kam bi šel iskat, čeprav imaš vse pred nosom. Tako da na koncu sva se odločila in sva šla pogledati, kako izgleda katehumenska pot, se pravi, ko se odrasel človek odloči, da bi rad postal kristjan, in začne spoznavati vero, kakšne vsebine, kakšne stopne vse prehodi. In to smo vzela za osnovo, potem je pa Božja beseda še sama pokazala, ker vsebine so zelo, zelo pomembne, tako da na koncu nastalo 18 teh tematskih poti, ki so v prvi vrsti namenjene odraslim, za tisto, kar je Metka rekla, da smo pripravili tudi za otroke, smo pa izbrali najbolj primerne izmed teh odlomkov. Se pravi, gre za v bistvu en tak poskus, kako dejansko katehezo peljati prav direktno skozi Božjo besedo, Ja, ker s tem dve stvari se zgodita. Prvič se gradi oseben odnos do Jezusa, do Boga. Ker pa če Božjo besedo bereš in premišljuješ, dejansko ti osebno poslušaš Boga in se na to odzivaš. Se pravi, je to zelo osebna stvar. In drugič, tukaj ne gre za prežvečen material, ampak ga moram sam žvečati. Samo grižljaji so že pripravljeni. In s tem tisto, kar pogruntam, kar se naučim, je res moje. Tega ne bom pozabil, tega mi ne bom vzel, to postane del mene. Se pravi, gre za katehezo že prav tudi v tem, kako pomagati ljudem, da sami lahko začnejo pristopati v Božjo besedo in se hraniti z njo. To je velik premik. No, Metka, kakšna je pa naša širša vizija z vsem tem? Par besed. Ja, to, kar se mi že par let pogovarjamo, je, kako res spodbuditi, pa se trudimo na različne načine, recimo svetopisemski maraton je ena od takih oblik, kjer hočemo pač spodbuditi ljudi, da bi začeli brati Božjo besedo redno, vsakodnevno, ampak
ne samo, da to berem sam, kar je pomembno, da berem sam, zelo pomembno, ampak tudi, da pripadam eni majhni skupnosti. Pred kratkim smo se pogovarjali v enem krogu, da med korono zdaj se je res pokazalo, da ljudje, ki pripadajo eni majhni skupnosti znotraj župnije ali pa ene cerkvene skupnosti v drugih cerkvah, da ti ljudje res ostajajo, a ne? In se čutijo, da pripadajo Kristusu. In tako bo bodoče, se mi zdi, da naše cerkve bodo res imele, bodo zgrajene na malih občestvih, a ne? In če ti pripadaš eni majhni skupini, kjer lahko skupaj moliš, si podeliš Božjo besedo, se skupaj hraniš, a ne? Potem imaš tudi tam oporo, ker ti ljudje zate molijo, recimo mi z Damjano smo skupaj v eni taki skupinci, kjer si podelimo Božjo besedo in večkrat je zelo ganljivo, a ne? Zakaj se molimo za drugega na koncu te podelitve in čeprav imamo to po Zoomu, smo si postali zelo blizu in se z nekaterimi sploh še nismo srečali. In se mi zdi to zelo, zelo dragoceno v tem času sploh, ko čutimo, da odnosi so tisto najbolj pomembnejše, kar nam je Bog dal, a ne? Da se lahko imamo radi drugega in da lahko odkrivamo, kako nas ima on rad. In hoteli smo s tem svetim pismom ravno spodbuditi to, da bi res skupine šle, pa obstoječe skupine, ki že obstajajo znotraj župni ali pa cerkvenih skupnosti, ali pa skupine, ki so v nastajanju, ali pa nekdo ima idejo, jaz bi pa zbral par ljudi, pa bi skupaj brali, da lahko vzame eno tako tematsko pot in jo prehodijo v enem letu. In drugo leto vzame eno drugo. In se mi zdi, da to je lahko res krasno orodje za take skupine. Se pravi, gre za neke vrste v bistvu misiološki uvid, ne, ali pa impuls, ki nas žene, ki seveda si ga nismo mi izmislili, ne. O tem se veliko govori v vsej cerkvi, o tem, kako pomembna so ta majhna občestva za to, da se živa vera ne samo ohrani, ampak tudi da raste, da cveti, da daje sad v vsakem pogledu, a ne, tako kot vidimo in v Sloveniji in drugod po svetu, a ne. No sej zato, a ne, smo pa tudi zasnovali to stvar tako, da je dostopna vsem, a ne, pravzaprav tudi celo nevernim, a ne. Ja, v bistvu, mogoče še sam to dodam, Matjaž, ne, da z Janezom, ko sva pisala te prve uvodne strani, je bil namen ravno to, a ne, ko ti vzameš to novo zavezo v roke, a ne, Janez je dal prebrati enemu svojemu prijatelju policaju, a ne, če se prav spomnim, je rekel, to je pa razumljivo, to pa razumem, a ne. Da sva hotela v takem jeziku to napisati, da ko ti začneš brati, da si rečeš, ojoj, sploh ne vem, zakaj gre, a ne, da ni tega efekta, ampak se te počasi pelje, da vstopaš, aha, to pa razumem, a ne, to pa govori, aha, kako sploh vzeti v roke, zakaj brati Sveto pismo, kako ga vzeti v roke, kaj je noter, kako postati Jezusov učenec, ne, kako uporabljati, tako čisto po korakih te počasi pelje, do tega, da si poiščeš kako malo občestvo, ali pa svojim, ki mu že pripadaš, začneš hoditi eno tematsko pot, tako te počasi pelje noter, ne. No, pa še en vidik moramo omeniti, to je pa to, da smo naredili dve različici. Ravno zaradi tega, ker se tukaj seveda spustimo tudi v razlago in v to, kako različne cerkve in denominacije uporabljajo Sveto pismo, a ne. Janez, bi nam ti povedal par besed o tem, pa potem še jaz dodam malo. Ja, zdaj, z Metko seveda sva oba katoličana in sva to naredila čist s katoliškim izrazoslovjem, noter recimo seveda ne moreš mimo 7 sakramentov, to recimo taka značilnost katoliške cerkve, dobra, in to smo vsekakor hotela noter dati. In hkrati smo pa videla, da so to vsebine, ki so preprosto del vere v Jezusa, ne. In Matjaž Podlek je to videl, rekel, tole
tole moramo pa narediti tudi za vse. A ne? Tako da zdaj sta dve različici, ena je s katoliškim izrazoslovjem, druga je pa s splošnim izrazoslovjem. Zato, ker druga se pa drži čisto preprosto svetopisemskega izrazoslovja. Katoličani imamo iz teologije še svoje izraze, kot recimo zakramenti, pa evharistija, ki so v naši tradiciji postale toliko pomembne besede, da nam veliko pomagajo in je škoda, je dobro, da imamo. Ta druga različica s splošnim izrazoslovjem pa ostane pri izrazoslovju takšnem, kot je v Svetem pismu. Čisto bibličnem je pravzaprav namenjeno čisto komorkoli. Tudi konec koncev katoličan brez težav lahko bere in bo ravno tako vse te poti prehodu in vse te vsebine spoznal. Lahko pa tudi v roke prime nekdo, recimo, ki sploh ni veren, ki šele išče in bo tudi recimo splošnim izrazoslovjem se bo tudi povsem brez težav znašel. Ja, tako da zdaj imamo dve različici, ne? Ena je pač s katoliškim izrazoslovjem, smo poimenovali, druga je pa s splošnim izrazoslovjem. Se pravi, recimo v katoliški boste našli izraz zakramente Evharistije, v splošni bo pa pisalo Gospodova večerja. In tako naprej. V katoliški bo župnija, tam bo cerkvena skupnost in podobno. Se pravi, poskušali smo pač, izraze, v tej splošni smo pač poskušali dati izraze, ki lahko pač služijo tudi vsem ostalim krščanskim skupnostim, tako kot je svetopisemska družba tudi namenjena, da služi vsem, ker je pa seveda katoliška cerkev največja, je bilo smiselno in nujno pravzaprav narediti neko različico, ki je pa bolj specifično vezana, ne samo na izrazoslovje, tudi sam na pristop, na katehezo in tako naprej, da se pač to lažje povezuje z vsebinami in da ne bi po nepotrebnem odtujili besedila. Tako, zdaj pa se že lahko pomaknemo naprej in se začnemo pogovarjati, kako pa bi to zdaj mi res konkretno lahko uporabili. Se pravi, kako so te tematske poti pripravljene, kaj ne bi z njimi delali? Ja, malo smo že povedali, da to deluje tako, da dejansko začneš graditi oseben odnos z Božjo besedo in z Bogom. In sploh dobro, če bereš skupaj z drugimi, s tem tudi gradiš občestvo. Ko ti deliš, kaj si pogruntal, kaj ti je Božja beseda povedala, katero vprašanje se ti postavlja, se s tem zelo močno gradijo odnosi, se skupina povezuje. Da pravzaprav gradna cerkve, to je tisto, kar gradi cerkev, kar naredi občestvo. Na ta način Božja beseda gradi občestvo med ljudmi. Zdaj, tematske poti so pripravljene dejansko kot pot. Se pravi, vrstni red odlomkov je premišljen, da te vodi skozi različne vidike neke vsebine. Recimo vsebina, kaj pomeni biti učenca. Najprej govori o tem, kako Jezus kliče učence, potem govori o tem, kako se učenec odpoveduje svojim načrtom, pa sprejema Jezusa za svojega učitelja in voditelja. Potem pomeni, da se vedno bolj povezuje z Jezusom, ga posnema, postaja zgled drugim in začne v svojem življenju ves čas hoditi skupaj z Jezusom in svojimi brati, s cerkvijo, se utrjuje in potem enkrat tudi drugim pomaga, da postanejo učenci. To sem zdaj šel na kratko čez to pot. Se pravi, ko nekdo prehodi to tematsko pot o učencih, dobi nekak pregled celote, kaj to pomeni.
in biti Jezusov učenec. In tudi na tak način, da tudi vidi sebe v tem. No, mislim, da je zelo fajn, da si to omenil, ker pravzaprav ta učenec oziroma učenčevstvo, to je mogoče tudi ena od glavnih vizij tukaj za to izdajo, kako pri tem pomagati, kako ta vidik izpostaviti, da slediti Kristusu kot učenec, se učiti od njega skupaj z drugimi in potem tudi posredovati naprej. Ja, to skupaj z drugimi je v resnici zelo pomembno, ker ne samo, da od drugih še dobivam to, kar njim Bog govori, pa z menoj delijo, pa delijo z mano svoje izkušnje, pa mi to lahko velikrat pomaga. Tukaj je še en vidik odgovornosti. Se pravi, če se jaz redno srečujem z nekimi ljudmi, pa jaz na eno srečeno rečem, da sem pa ugotovil, da recimo, da jaz ne molim niti vsak dan, sploh pa ne za nekih ne maram, da zdaj sem pa gotov, in po Božja beseda, da je pa zelo važno, da jaz molim prav za tiste ljudi, ki jih ne maram. In da moram tukaj nekaj narediti. In pa čez en teden, ko se spet z istimi ljudmi srečam, malo pogovarjamo, kako kaj, me lahko kakšen od njih vpraša, ti, jaz naredil kakšen korak naprej, Kozanci rekel, da je Božja beseda, da si ti posvetil Božje besede, da dejansko je treba moliti za tiste, ki jih ne maraš, a si za koga zmolil. Se pravi, da ko skupaj z drugimi hodim po poti, me drugi spomnijo to, da to, ko meni beseda nekaj spregovori, ko jaz nekaj dobim, da imam jaz do tega tudi odgovornost. A sem zdaj to vzel za res, a sem to pozabil pa stran vrgel, a kaj sem s tem naredil. Tako da prav tematske poti so dejansko poti učencev, ki grejo skupaj in jih Jezus uči in se oni s tem gradi cerkev z njimi in hkrati tudi gradi odgovornost do teh dobrin, ki nam jih daje Božja beseda. Se pravi, se učimo usvajati te temeljne razsežnosti tega, kaj pomeni sploh biti kristjan, kaj pomeni biti Jezusov učenec, kako slediti Jezusu. Zdaj pa, sestra Metka, mislim, da je čas, da nam večkrat poveš konkretno, kako se tega lotevamo in tudi kako se bomo tega lotili prav zdajle kmalu. Kakšna je ta osnovna metoda, s katero se lotevamo Svetega pisma? Metka, moraš se vklopiti. Se opravičujem. V to izdajo smo dali tudi eno predlogo, kako se tega lotevati, in sicer se imenuje Malo občestvo Eklezija. Tukaj boste videli na strani 14, je en sklop 5 vprašanj, s katerimi se bomo tudi danes srečali, potem, ko bomo šli na ta izkustven del, da si malo časa vzamemo, da se slišimo. Se mi zdi, da to, kar je bilo že danes kar večkrat rečeno, pa kar je Janez zdaj tudi izpostavil, učenec je tisti, ki se uči, jaz sem tudi učiteljica, pa vem, kako to gleda, kako je fajn, ko te poslušajo. Ampak še bolj pomembno je pa, da ti poslušaš, da poslušaš to besedo, in se mi zdi, ko to bereš z drugimi, za mene je vedno fascinantno to, kako Bog vsakemu človeku čist na drugačen način govori in se mu na drugačen način tudi razodeva. In če jaz to besedo berem sama, ali pa če jo berem v skupini, je to res zelo, zelo velika razlika. In zato smo razmišljali, da bi dali noter čisto eno preprosto metodo. To je metoda, ki jo mi, sodelavci na Svetopisemski, uporabljamo vsak teden, ko skupaj se dobivamo o Božji besedi, že par let. In obsega 5 vprašanj in v bistvu ob teh 5 vprašanjih lahko prehodiš katerokoli to tematsko pot. Vedno ista vprašanja. Zakaj vedno ista vprašanja? Zaradi tega, da je v prvi vrsti, na prvem mestu to, da poslušam besedo in da poslušam, kaj mi pa Bog govori po mojem bratu, mojem sestri, s katerimi zdaj to besedo skupaj gledamo,
premišljujemo, a ne, raziskujemo. In bomo se srečali, ne bom zdaj govorila o teh vprašanjih, bomo šli v sobe, pa se bomo srečali s temi vprašanji. Danes bo to sicer malo krajše, običajno to traja kakšno urco, da v miru vsak lahko izrazi to, kar mu beseda govori. Zato bom prosila Damjano, da nas vse, mislim, da že ima pripravljeno bolj ali manj, super, da nas bo razdelila v sobe. Pa vas prosim, vse udeležence tudi, če še nimate pri sebi Svetega pisma, da ga greste iskat, ali pa je v chatu tudi, čeprav razumem, link na biblija.net, pa se kliknete na to povezavo in boste lahko tam našli besedilo, ki ga potrebujemo za danes večer. Bomo prebirali skupaj Razodetje 21 od 1. do 8. vrstice. To, kar je tudi odlomek, oziroma iz tega odlomka je vzeto geslo letošnjega svetopisemskega maratona, zato smo se odločili za to Božjo besedo, ki je tudi vključena v eno tematsko pot, in sicer o sodbi in prenovitvi stvarstva. Bi pa za začetek, preden gremo v sobe, bi pa skupaj res prosili Svetega Duha, da nas vodi pri tem poslušanju Božje besede in tudi poslušanju drugega. Tako da prosim, Matjaša, če nas lahko ti uvedeš. Aba, Oče naš nebeški, hvalimo te za tvojo besedo, ki jo pošiljaš, in hvalimo te za Svetega Duha, ki si ga poslal zdavnaj, da je navdihnil, in ki ga pošiljaš zdaj, da navdihuje nas. Prosim za vse nas, Gospod, da res pride tvoj Sveti Duh iz nebes na nas, da se odprejo naša srca, da se odprejo res naša ušesa in naše oči, da tebe vidimo, da tebe, Kristusa, slišimo, ker te želimo poslušati, ker želimo delati to, kar pravi, želimo živeti to, kar nam tvoja beseda govori. Pridi zdaj, Sveti Duh, pridi Božji Duh, pridi napolni nas z ljubeznijo, z močjo, s poznanjem, z lučjo, z resnico. In vodi naše razumevanje, vodi naše pogovore, vodi nas, pelji nas v Kristusa, da mu lahko sledimo kot učenci. To prosimo v imenu Jezusa Kristusa. Amen. Amen. Pozdravljeni vsi nazaj v veliki skupni sobi. Upam, da ste se tudi v drugih skupinah imeli tako fajn, kot smo se imeli pri nas. Krasna stvar. Zdaj te vprašanja, pa čista, vidite, koliko je to preprosta stvar. To je dejansko predstavljeno tukaj na začetku tudi knjige, to je na strani 14. Na začetku imate tako par teh opornih točk, tako da to je nekaj toliko preprostega, ker Božja beseda sama govori. Rabaš par ljudi, ki so vsaj približno želijo biti odprti, pa želijo poslušati Svetega Duha, pa gre, tukaj zdaj, če bi imeli čas, da bi pol še molili drug za drugega, pri tem, kako te stvari, ki smo jih slišali od Boga, kako jih dati v prakso. Hvala lepa zdaj vsem. Zdaj pa na začetku sem vas vse povabil, če imate kakšna vprašanja, ampak mislim, da tlele na skupnem chatu ne vidim nobenega prav vprašanja, tako da niste nič napisali. Zdaj, če je kaj tazga, mogoče zdaj vprašate še, če je res kakšna zadeva, če ne pa lahko imamo par še obvestil. Še kakšen pozdrav? Jaz sem pa res izkoristila gospoda Vinkota pozdravila, že dolgo se nisem videla. Ne vem, če se me še kaj spomni, tam okrog Solkana sva se kaj videvala že dolgo let nazaj. Kje pred korono je že to bilo? Mi je prav lepo, da vas vidim. Damjana. Takšno fantazijo ima gospod Bog. Sedaj nisem več tam. Če boste hodili v Portorož, lahko pridete na kavo. Sigurno. Kar pripravite se. Poleti.
Hvala. Dobro. No, prav. Ja, nič, potem pa se jaz zdaj najprej lepo zahvalim Metki in Janezu in tudi vsem vam. In zdaj za konec imam pa še par pravzaprav povabil oziroma obvestil. Eno je zelo praktično, zdaj ta nova zaveza, ki je izšla, še ni izšla, je še v prednaročniškem obdobju in če želite, si jo lahko naročite. Sekunda. Lahko si jo naročite do nedelje, je znižana, no. Pa vam bom tole pokazal, samo moment. Kje je to? Tlele imate, tukaj imate napisan, evo, če ne veste, v naši spletni trgovini, tam imate skrajšan tale naslov spletni svds.si, poševnica NZP. To je eno, se pravi, to si zdaj lahko še po znižani ceni naročite. Potem, glede maratona, vas moram tudi povabiti skupaj z organizatorji. Svetopisemski maraton pripravljajo prostovoljci, ekipa prostovoljcev in pa tudi pol zaposleni, ki smo veliko časa posvetili temu in tehnični izvedbi in vsem, in bomo tudi tukaj hvaležni za vsak dar za svetopisemski maraton. Če želite darovati, greste lahko na spletno stran svetopisemskega maratona in tam imate gumb daruj, pa potem lahko kaj prispevate. Pol še eno povabilo, vsi, ki sodelujete na maratonu tako ali drugače, pa tudi na dogodkih, imate dejansko tudi popust na vsa ostala svetopisma zdaj do 3. februarja, ampak morate pa napisati kupon, ki vam ga bom jaz zdaj izdal. Kupon je pa maraton 22, maraton 22. S tem kuponom dobite popust na kjerokoli svetopismo v slovenščini, pa tudi na drugo literaturo. Potem pa vas moram samo še povabiti na jutrišnji dogodek, ki bo hkrati tudi zaključek svetopisemskega maratona. To bo kot zaključna slovesnost, prav tako bo ob 8. zvečer, kot je bil današnji dogodek. In v bistvu bomo gostili filmskega ustvarjalca Davida Sipoša, ki na filmskem platnu pripoveduje zgodbe, po katerih nas Gospod nagovarja. Tako da ste vabljeni na ogled in vsem se lepo zahvaljujem in vam želim lep večer in naj vas Gospodova beseda nagovarja in napolnjuje. Zdaj pa bi dal besedo še Janezu. Metka še povabilo v eklezijo, ali sem jaz kaj zgrešil? Lahko, se pravi, ja, ste res, Janez. To se pravi, to izkušnja, ki smo jo zdaj imeli, ki ob teh 5 vprašanjih imenujemo malo občestvo eklezija. Če bi želeli imeti to izkušnjo, obstajajo Zoom skupine, ki se jih lahko priključite, sam napišite na mail metka.kos@svetopismo.si. Se pravi, moje ime in priimek, pa svetopismo.si. Pa lahko pridete malo pogledati, kako to izgleda, ali pa se malo naučiti. Par srečanj pridete, da vidite, kako to funkcionira. Hodite z nami majčkeno na en del poti, pa lahko začnete v svojem kraju tudi z eno tako skupino. To je namen tega, da v svojem kraju si najdete 3-4 ljudi, 5 je že maksimum, ki lahko skupaj na 14 dni vzamete en odlomek in se hranite na ta način. Tako, povabljeni. Hvala, Metka, ja, seveda, to je bistveno povabilo tukaj zdaj, ja. Dobro, da smo se spomnili. Se pravi, če vam je bilo všeč tole, kar smo zdaj na kratko izkusili, ja, se kar oglasite sestri Metki in lahko nadaljujete v Zoom skupinah, ki vas bodo opremile za to delo. Hvala, tako. Metka. Ja, zaključili bomo pa z skupno molitvijo. In sicer bomo zmolili Oče naš. Tukaj bi jaz še delil še eno čisto svojo izkušnjo, da zanimivo je, ko delimo, kaj nam Božja beseda spregovorila, pa molimo Oče naš, na lepem ugotoviš, to tukaj Jezus želi, da prosimo, ne?
In dejansko, kadarkoli Božja beseda res spregovorijo, najdeš tudi Oče našo, ko ga moliš. Na koncu bom pa dal še blagoslov, in sicer bom iz Svetega pisma dal blagoslov, Aaronov blagoslov za slovo. Ne pa skupaj zmolimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Gospod z vami. In s tvojim. Gospod naj vas blagoslovi in vas varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad vami in naj vam bo milostljiv. Amen. Gospod naj dvigne svoje obličje nad vas in vam podeli mir. Amen. Tako, hvala vsem, sploh vsem, ki ste sprejeli vabilo kot sodelavci, in lahko noč.